Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, dragi bakte. Kot veste, čez 2 leti praznujemo 40. obletnico ustanovitve Skupnosti za zavest Krišne v Sloveniji. V tem času se je zgodilo veliko stvari in ena izmed zelo pomembnih je ta, da smo kupili ta tempelj na Žibertu 24. Generacije v 90. letih so z veliko mero požrtvovanosti in s pomočjo na stotine tisočih Slovencev kupovali Prabhupadove knjige, zbrali dovolj denarja in ta tempelj, ki ga imamo sedaj v skrbi, čaka naslednja faza in to je faza prenove. Tako da probimo se vsi skupaj potruditi, da bomo to Prabhupadovo hišo, kjer živi Pančatattva in njegove bakte, naredili čim bolj uporabno, lepo, da bo to objekt, na katerega bomo ponosni in v katerem bomo z veseljem peli še veliko kirtanov in poslušali veliko čudovitih predavanj. Tako da ste vsi vabljeni, da se pridružite akciji za prenovo in s tem koristite sebi in celotni Sloveniji. Hvala in Hare Krishna. Zrno za Krišno je enoletna akcija, ki se zdaj te dni končuje. Smisel nje in vodilo je pa služenje oziroma tempeljski bakte. In sicer zato, ker tempeljski bakte poskrbijo za oltar, za božanstva, za duhovni program, za cel kup stvari, zaradi katerih imamo mi kam prideti in dobiti milost. In če ne bi bilo njih, vsega tega ne bi bilo. Oziroma nekdo mora to početi. In v znak hvaležnosti, da jaz lahko pridem nekam tu pa tam, kdaj iz tople sobe, iz mojega doma, kadar meni zapaše in odidem, kadar meni zapaše. Sem v bistvu v nekem trenutku, ko sem opazovala, to je bilo že pred leti, Madhjano Lilo Mataji, kako je ona vse poskrbela za oltar. Me je bilo kar malo sram, v kakšnih razmerah pa ona živi tam v tisti sobici, mrzli plesnivi, polni vlage. Ampak takrat nisem imela nobene moči, da bi karkoli v bistvu naredila, razen to, da sem pač prepleskala tisto eno steno. No, potem pa, ko je lansko leto Ramapati Govinda Prabhu in moj mož, ki sta rekla, pa dajmo narediti kaj več, kaj malega, več, sem bila seveda takoj za. In najprej smo začeli z lučmi v kuhinji in ena luč, pa smo potem kmalu dobili donacijo za vseh 6 luči. In no, zdaj pa 1 leto mim in najljubša od vseh mi je pa ta zadnja, ko se cel kup bakt in tudi projekt prenove, res, kako so angažirani, kako vse skrbijo za to, da bi brahmačarji od spodaj imeli lep urejen ašram. Tako da tam je pa najljubša. Tako da vabljeni tudi vi, da se pridružite, čaka nas še veliko dela in en sam ne more čisto nič narediti. Veliko pa nas je in z malega raste veliko, tako da tudi vi ne rabite dati največ, kar je v vaši moči. Lahko date najmanj, kar je v vaši moči, pa bo zadostovalo. Najprej naj se zahvalim skupnosti za možnost služenja, tako celotni skupnosti, Pančatattvi, kot Šrila Prabhupadu in predvsem tempeljskim baktam, posebej brahmačarjem, katerih prostori, ki jim predstavljajo dom, trenutno najbolj potrebujejo obnove. Ideja za zbiranje donacij v obliki materialov je prišla kot pobuda na zadnjo Tatjanino sporočilo v okviru akcije Zrno za Krišno. Nekako sem rekla, dajmo probati srečo, pa da vidimo, če nam bo Krišna naklonjen in ja. Že pri 2 podjetjih smo uspeli z donacijami in nadaljujemo tako v okviru materiala kot popustov pri nakupu. Zdaj, ko prideš v ta tempelj,
dobiš občutek, da je nekako zaostal v času in v tem mestnem okolju. Vsi lahko vidimo, kako nujno je prenova. Najprej, da lahko bakte normalno živijo in da lahko prenašajo to duhovno znanje širši okolici. In naša skupnost v Sloveniji, mi imamo to hišo, mi imamo bakte, mi imamo tudi zdaj ekipo za prenovo in rabimo samo več vaše podpore, več zaupanja. In jaz si res želim, da bakte in gostje, ko pridejo v ta tempelj, občutijo vrlino, neko čistočo, pozitivno alternativo in da dobijo tisto privlačno izkušnjo Krišne. In tak Krišna je. Hare Krishna. Jaz sem se v bistvu ekipi za prenovo priključila na povabilo Urukram Prabhuja, hvala mu za to priložnost in pa za zaupanje. Kaj bi želela sporočiti baktam? Jaz bi v bistvu baktam želela sporočiti samo to, da se mi zdi projekt prenove tega objekta na Žibertovi v Ljubljani, se pravi doma naše Pančatate, ena enkratna priložnost za naše praktično vdano služenje. Pomeni bodi si skozi naše donacije, ne glede na višino leteh, bodi si skozi praktično delo na terenu, na odprtih nalogah, se pravi na gradbišču samem. Hkrati pa bi želela povabiti bakte, da se res v čim večjem številu udeležimo jutrišnjega dogodka v Ljubljanskem templu, da stopimo skupaj in pa na ta način podpremo naše brahmačarje in ostale tempeljske bakte in jim s tem omogočimo boljše pogoje za njihovo služenje, pančatatvi nam in celotni skupnosti in pa predvsem boljše pogoje za neko dostojno življenje. Krishna, Krishna, Hare Hare. To je zelo aktualna tema zadnjih 15 let, o kateri smo se veliko pogovarjali, sestankovali. Pač nekaj je že bilo vmes narejenega, definitivno, ampak mogoče do zdaj ni bilo tako zajeto, obsežno, kot je plan v tem valu prenove, bi rekel. Tako da je sestavljena ena zelo zanimiva, dobra, inspirativna ekipa in zna se zgodi, da se bo tokrat malo več stvari premaknila naprej. Tako da je neko upanje. Glede na to, da je moč v slogi, se pravi v sodelovanju, in da je definicija velikega malo po malo, bi bilo dobro, če bi se vsi malo po malo v skupnem duhu vključili v to prenovo. Ne glede na to, da imamo različna mišljenja, različne poglede, različne pristope, da nam mogoče nekdo ni všeč ali pa tako dalje, ali pa vem, da nam model prenavljanja ni ok, da bi mi malo radi drugače, ampak po moji oceni, da bi morali iti malo čez to in vseeno poskušati v skupnem duhu sodelovati drug z drugim, ker mislim, da bo na tak način bomo še najlažje zadovoljili Krišno in naredili ne samo za vse nas, bomo naredili nekaj dobrega, odličnega. In če se mi sami želimo počutiti odlično, moramo začeti delovati od sebe lično. To je tak en pregovor. Končno smo dojeli verjetno, da ne bo prišel nek odrešenik z eno vrečo denarja iz tujine, tujec z finančnim kovčkom in bo rekel, tukaj imate 5 milijonov, pa prenovite to zadevo, evo, pa bo odšel. Mi moramo začeti sami od sebe sodelovati in malo po malo graditi. Hare Rama. Pa gremo v leto 2000. Takrat sem prišel živeti na Žibertovo in takoj sem se soočil z istimi problemi, kot jih imamo danes. Vzdrževanje templja.
Ta ašram, ko ga bomo zdaj obnovili, je bil včasih še slabši kot danes, ne. Tudi tla so že bila tako razbrskana in potem en bakta pač te flike pol gor nekako prilepili na neto, jaz sem še pozabil, tako da ni kjer mu zdrsla noga noter, da bi si zlomil prst ali pa zviv gležnjo. In že takrat sem bil, je bila to ena mojih glavnih služb. No, po nekaj letih sem šel živeti v Indijo. V Indiji sem spet imel podobno službo. Spet smo kupovali zemljo za nov tempelj, smo začeli graditi nov tempelj, tako da sem bil nekje v podobni situaciji. Leta 2006 sem se vrnil z Indije, ker sem mogel pač poskrbeti za svoje ostarele starše. In sem pač se občasno samo vključeval in pomagal baktam. Veliko manj, kot sem si pač želel. No, 2 leti nazaj so starši zapustili telo in tukaj sem se odločil, da bom čim več svojega prostega časa posvetil vzdrževanju in prenovi templja. Spoznal sem v teh letih, da je to moja dolžnost, da služim bakte, da služim pa Šiši Pančatattva, Šiši Gora Nitai in Šrila Prabhupada. In tukaj se vidim, da lahko veliko pomagam in želim, da se nas čim več bakt vključi, ker le z skupnimi močmi, če naredimo res močno vojsko Chaitanya Mahaprabhuja, bomo cilj dosegli, sigurno ga bomo. To smo dolžni Šrila Prabhupadu, Šrila Prabhupad nam je dal veliko znanja, razsvetlil naše življenja in to je moja vizija, posvetiti del, preostanek mojega življenja, posvetiti vzdrževanju in prenovi templja, koliko bo pač dopuščal moj čas. Želim, da bi z leti bilo tega časa če dalje več, da bi lahko čim bolj kvalitetno in čim bolj entuziastično služil bakte. To je moj odgovor, zakaj si vzamem čas. Želim si, da bi ga še imel v prihodnosti še več in še več in še več. In vse bakte vas prosim, pomagajte nam, služite nas, da bomo lahko mi služili Krišno in da bomo lahko mi služili vas, da boste lahko vi služili Krišno. Najlepša hvala za tole priložnost. A veste, dragi bakte, ena od lepših stvari, ki se mi večkrat zgodijo, ko vstopim v tempelsko zgradbo, pa zakorakam mimo recepcije, pa srečam našega dragega Ananta Prabhuja, širokim nasmeškom, pa visoko dvignjenimi rokami, pa tiste čudovite njegove besede. Dobrodošli domov. Bakte v skupnosti smo si različni v tem dvoma, imamo različno osebno naravo, imamo različne ideje o tem, kaj je prav, kaj ni, oziroma kaj in kako bi kaj moralo biti. Ampak brez dvoma imamo pa vsi en skupen cilj, služiti Krišno in se na koncu vrniti nazaj domov. In veste, bakte, to je tisti dom, o katerem govori naš Ananta Prabhu. Pa če pridemo od besed k dejanjem. Na Žibertovi 27 imamo zgradbo, ki je dom Pančatattve, ki predstavlja neko povezavo druženja bakt in služenja Krišne. V teh prostorih se dogajajo lepe stvari. Mislim, da ni nobene potrebe pretirano pojasnjevati, da je ta zgradba potrebna temeljite prenove. Jaz se v privatnem življenju ukvarjam s projektnim menedžmentom v mednarodnem okolju, da so me pred časom bakte povabili to delovno skupino, pa sem bil vesel in sem obljubil, da bom po svojih močeh poskušal kaj doprinesti k temu projektu, če bo le možno. Tako da v tem posnetku bi vas vse skupaj želel povabiti k dogodku organiziranja, zbiranja sredstev in podpore v ta namen. Na tem dogodku bomo konkretno predstavili kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni plan prenove, vas prosili za podporo in pomoč, da bo ta isti dom, o katerem govori Ananta Prabhu, dobil zunanjo formo, kot se v trenutnem času, kraju in okolju spodobi. Hvala vsem skupaj, pa Hare Krishna, Hare Ova. Rama Rama Hare Hare
več let nazaj, že skoraj 10 let nazaj, smo se lotili tega projekta. Na začetku zelo entuziastično, mogoče celo naivno, ampak počasi in posamezniki in skupnost dozorevamo tudi za večje korake, tako da sem optimističen in upam, da bomo lepo še naprej sodelovali korak za korakom, postopoma prenovili ta naš skupni tempelj, skupni dom. Že od vsega začetka vidim ta projekt kot en tak projekt gradnje skupnosti in tudi gradnje templja v svojem srcu in pa seveda gradnje našega skupnega poslanstva, Čitanja Mahaprabhuja. Hare Krishna, Hare Krishna,